Fantasy. Radio Fantasy. Ok, 3 minutke bodo vsak čas čez 9:30 in z velikim veseljem v studiu pozdravljam Iztoka Gartnerja. Živijo tebi in vsem poslušalcem Radia Fantasy. Mislim, moram reči prvič. Pa veš, da sem razmišljal, da takole 1-1, ne, Ja. je to res nek epski dogodek in nekaj, kar bo Zapiši. šlo v zgodovino. Ne. To moramo zapisati. Pa tudi slikala se bomo, ne, ker Tako. to, ne vem, če se bo kdaj še ponovilo, je pa prvič, pa je najslajše. Ne. Ja, tega ne pozabiš nikoli. Pravi. Točno tako. Okay. Točno Upam, tako. da ne bomo pozabili. Jaz že nisem pozabil, že takoj zelo in mislim, da bo ostalo to zavedno v meni. Ne, ja. Isto, glej, ti si itak multi, ne? Od TV kamer do mikrofona, tudi naš stanovski kolega nekde, ampak čist z drugim namenom si danes tukaj. Pelješ eno super zgodbo, ki bo imela piko na i v nedeljo na špici. Drži, ne. Jaz sem v bistvu tokrat pa res, vse sem že marsikaj v življenju naredil, organiziral, pripravil, ampak tokrat sem pa res en tak mal ponosen na sebe, ne. Sem rekel, ko nekoč umrem, ne, upam, da čim kasneje, pa ko bom prišel pred ta rajska vrata, ne, pa me bo vprašal Bog, čuj, kaj si pa ti dobrega naredil, bom s prve ustrelil dobrodelni koncert z Antonija Čemažarja na Celjski špici 19. v nedeljo, to nedeljo od 2. ure naprej. In to je res ena taka plemenita zgodba, no, in v bistvu je zraslo v en tak mega dogodek, ker plan sprva ni bil tak. Plan je bil, da bomo naredili 3-4 celjske glasbenike, se malo podružili, nabrali kakih 100-200 evrov, pa naredili eno tako malo zgodbico. Pa sem pa jaz rekel, ne, Iztok, ti moraš to malo bolj konkretno narediti, en spektakel, ker če ne bo spektakla, ne bo ljudi. Ne? In smo res naredili eno veliko zgodbo, povabili preko 40 glasbenikov, ki so se seveda z velikim veseljem odzvali. Moja dobra prijateljica Ingrid Glušič mi tudi pomaga pri vseh stvareh, tako da glej, tako kot si rekel, ta finalna pika na i se pa nezadržno bliža in se bo zgodila, kaj je to zdaj, 3 dni? Ne, 4 dni. Ja, 4 dni. 4 dni samo do nedelje in resno, tudi ko gledam malo po Facebooku med ljudmi, odziv je fenomenalen, vsi to spoštujejo, podpirajo, nihče ni nič grdega do zdaj rekel, ker tudi taki bi se lahko našli, ne? Ampak jaz sem res vesel, no, in ponosni in tudi seveda zahvala tebi in Radio Fantasy, da ste tudi vi pristopili zraven in dejansko boste tudi pomagali pri promociji, kar je zelo pomembno. Istok, kdo je Antonijo Čemažar? To je zdaj to, bom rekel, res veliko ključno vprašanje. Ne. To je ena taka tragična zgodba, ne, ki se je mene res dotaknila od dno srca in tudi zaradi tega sem se za to odločil. On je bil zelo znan celjski ulični glasbenik, ki je pel tudi na Bledu, v Rogaški Slatini. Za razliko od ostalih, ne, glasbenikov na ulici, ki imajo kitaro, je imel on synthesizer, je imel tudi te matrice, je imel nasnete in je pel Sinatro, Elvisa, Beatle, Toma Jonesa in s tem svojim baritonom je navduševal širšo publiko, ljudi, ki so ga radi poslušali in kar je pomembno, on je bil dobrodelnež. Ne? On se je oblačil v božička, nabiral darila za otroke, za ljudi, ki so pomoč potrebovali, celo na Hrvaško se je pelal, mislim, da 2 leti nazaj, ko so bile tiste poplave, ne? Pa sam ni imel, to sem jaz občudoval, ne? Kako lahko nekdo, ki sam nima, daje drugim. To je pa višja inštanca in res je ena lepa stvar in jaz sem ga večkrat srečal, smo se kaj pogovorila, na Facebooku smo bila skozi na vezi, čudovit možakar in pol je lansko leto on kar nekaj zginil, ne. Ga ni bilo ne na teh punktih, kjer je igral, ne na Facebooku in jaz sprašam njegovo ženo Stanko, čudovito gospo, kaj se je zgodilo, to se sicer je malo škakljivo, ne, to vprašati, ampak sem rekel, bom vprašal in reče, da ga je dela možganska kap. In ona meni pošle slike, dragi moj prijatelj, te prve po operaciji, ko njemu manjka pol glave. Jaz mislim, da je to filmski efekt. Njemu so možgani zavtekli in so mu dejansko pol lobanje moglo odstraniti, da ni umrl. In ko sem jaz te slike videl, pa potem kasneje, ko ima on glavo zašito, pa ko sem videl, da samo momla, da ne more govoriti, da se ne premika, mene je to tako me prizadelo in ganilo, pa sem veliko takih osod že videl, ampak ta ne vem, kaj mi je bilo, da sem rekel, Istok, tokrat pa ne samo, joj, žal mi je, če kaj rabiš, pokliči, mislimo na te. Sem rekel, ne, tokrat pa ti nekaj naredi. In smo res se odločili in bomo ta projekt speljali do konca in res jaz upam, da bodo
ljudje v čim večjem številu prišli, vreme nam bo služilo in res bomo naredili dobro stvar, no, in jaz sem res ponosen tudi na vse, ki so pomagali in lej, kaj ne rečem, no, res tragična zgodba, upam, da bo imela srečni konec. No. Daj mi povej, na kak način se bodo lahko zbirala sredstva? Vstopnine ni, ne? Ne, vstopnine ni, na licu mesta ne, bo škatlica, oziroma upam, da bo kar taka velika škatla, da bo čim več denarja. Ne. Na licu mesta se bo torej pobirali dobrodelni prispevki, upam, da bomo dva različna punkta to dali, že ko bo ljudje prišli, pa pol na samem licu mesta, da bodo metali noter denar, mi bomo zapisali do vsakega ime in priime, koliko je dal. Je pa tudi TRR, ne, odstanke, ampak o tem pa ne rad ga reklamiram, ker to je pa tako zapleteno, tisti, ki to organiziral, dobro ve, ne, od Fursa, Dursa, nihče točno ne pove, dokoliko lahko, kje dave, kaj to točno, ko vprašaš, ne vem, Rdeči križ in te podobne organizacije se pa zaplete, ker imajo gužvo, ne. So te poplave, una nesreča, to in ti, ne moreš kaj tak, da ti bo oni kar čez noč odprli račun, tu se je zapletlo in tu sem žalosten, no, da je tako, da je ta TRR-jski sistem, da nekdo nakaže, ko ga ne more biti tako zapleten pri nas v Sloveniji, da na koncu obupaš in da res ciljaš zgolj in samo na živi denar, ki bo. Vse TRR pravim je, tudi ljudje so že nakazali marsikaj, mnogi glasbeniki recimo, ki niso mogli priti, so pa nakazali denar, kar je čudovita gesta. Tako da na dva načina se zbira, ampak jaz bi najbolj poudaril, da bo ta uživo sistem v to škatlo. No. Pare na sunce. Tako. Solarno poslovanje. Tako, pokaži, koliko imaš in daj noter. Ja, to je dobro delo. Evo, Isto Gartner je z nami in pogovarjamo se o dobrodelnem koncertu za Antonija Čemažarja, ki bo v nedeljo ob 2 na Špici. En izmed pesmi Adija Smolarja, ura je 18 minut do 10 in z mano je Isto Gartner. Yes. Lepo pozdravljeni še enkrat za tisti, ki so ravno zdaj vklopili radio. Čakaj, niso od začetka poslušali vsi, Ja, jaz mislim, mogli bi, ne? Mislim, spodobilo bi se, ne? Ker smo prvič midva tule uradno live, ne? Ja, live. In zelo gredo od ljudi, da bi to špricali, ne? Ker o tem se bo govorilo, ne? Zabeleženo. Ja. Tudi to, kar se midva pogovarjava, bo viralno, ker bomo objavili super, prav. Tole, Super, prav. Mislim, tole kamere, veš. To pa dobro, da imam jaz tale šalček lepo gor, da sem se lepo uredil, ne? Ker sem pozabil, da so zdaj vsi radi tudi videi, ne? A veš? Ja, vse posod. To ni več tako kot nekoč, ko si lahko prišel nak na eter, ne? Zdaj se vse vidi. Ja. Super, fajn. Ja. Zdaj v nedeljo sva rekla, dobrodelni koncert za Antonija Čemažarja ob 2. uri na Špici. Cel kup glasbenikov bo in tudi Adi Smolar, ki smo ga ravno kar slišali. Drži. Lej, zdaj, če me vprašaš, kdo vse bo, ne, si me najdu, ne, ker jih je toliko, da se pozabljam sproti, ne, res, Adi Smolar, lej, Božidar Wolf, Miki Vlahovič, Fanta iz Šatoja, Tatjana Dremelj, Stela, kva so še te, da mi pomagi, plakat bi mogel imeti, veš, jaz sem čist zmešan že, Maja Založnik, kjeri so še? Jaz berem, Irena Vrčkovnik, ne, Fredi Miller, Marjan Novina. Ja, Irena Vrčkovnik, ne. Evo, čakaj, tule imam, zdaj bom pa kar pogledal prav, ne. Samo to je zdaj, prvi, no to zdaj... Evo, ne. Vlado Pilja, Goran Bojčevski, Tanja Zajc-Zupan, Fredi Miller, Marjan Novina, Nida Nino, lej, za vse generacije bo. Evergreeni, starejši pevci, legende, mlajša generacija, tudi reparja, tripla imamo, pazi, ne. Lej, za vse bo neki, ne. Narodno zabavne malo, Majči Bobnar, ki je ni na plakatu, se nam je pridružila, ta, veš, ko je bila, ko se po 10 letih zdaj vrača, komad, narodno zabavni komad, Maja Rada Nagaja, ali kak je že njen komad, lej, za vse bo, no, tudi Paša za oči, ki bo par lušnih deklet in seveda te legende z hiti, pa mnogi bodo peli tudi evergreene, ne, imamo prav posebne pevce, ki so specializirani, en za Sinatro, ena za Whitney Houston, tako da bojo lepi momenti bojo, no. Tudi Antonijo, ne, kot si dejal, je rad prepeval te pesmi. To bo se pravi emotivno bo, no, jaz mislim, da bomo jokali ves čas, ne. Čakaj, Isto. Ja. Antonijo pride. To je Ej, dobro, da smo vprašali to. Antonijo pride, pripeljali ga bodo z vozičkom, najeli smo posebno službo celjske bolnišnice, da ga bodo šli iskat, ga bodo pripeljali, tam bo tudi rešilec ves čas, če je bilo karkoli narobe, tudi z mano na vse zadnje, ker sem tudi jaz že v letih, ne, ker mogo 41krat na oder, ne. Tako da vse bo pod kontrolo in ta moment, ko bo Antonijo prišel in bo tam z nami, bo res lep, ampak jaz imam en tak tihi plan, upam, da jim bo uspelo. Videl sem, da on že malo poje, ne, doma. Res, da ne more artikulirati besed, ampak mumla, ne, nekaj da iz sebe, ker pogreša to in bom probal jaz, če bo kak komad, ki ga zna,
mal mikrofon porin pred usta, pa se bo to njemu tako dobro zdelo, da zraven poje. Ne. Ta bi znala biti res lepa. No. Luštna gesta. Ja, jaz upam, no, da bo ostal čim dlje z nami, ne, da bo to zdržal, ker kakor sem zvedel, če sedi, pa posluša, da nima problemov. Ne. Se ne bo imel nek napor, da bo mogel delati nekaj. Tam bo prisoten. Ne. Tako da upam, da bo čim dlje tam, pa da nas bo počastil s tem svojim prihodom, ker bo res lepo to, da je v bistvu pojemo, pa je on tam. To bo znal biti lepo, ja. Številni glasbeniki, rekel si 41krat, najmanj boš mogel iti na oder, verjetno še večkrat, ker bo emisija. Ja, drži, ja. Se zavedam tega. Ja. Od 2, ja, lej, zdaj dokdaj, ne, the sky's the limit. Ja, 3 dnevi festival, ne, sam še blato moramo Duša na Kondo, ki je prijazno odstopil ta oder na špici, ga moramo poklicati, da blato pripravi, ne. Ampak lej, jaz sem se nehal obremenjevati, dokdaj bo trajalo, ker sem videl, da če bi dal vsakmo samo pol komada, smo na 3 urah, ne. Da damo en komad, nekaterim 2 komada, pa vmes te pauze. Klemen Remezenko, naš prijatelj, bo seveda poskrbel za ozvočenje in vse, da bo to potekalo tako, kot treba. Včeraj smo se dobili, mi je rekel, isto, te pauze vmes ne bojo samo minuto, malo dlje bom rabil, da pripravim, da če lahko glava bolet, ne. Pa sem kar sešteval, čakaj, ampak nekje do 8, no, jaz planiram, da bi pa vsem lahko takrat to skrinjo odprli, povedali, koliko denarja je, pa se poslovili, ne. Upam, če ne bo pa do 10, lej, vsem je eno. Ko bo. Točno. Ok, dobrodelni koncert za Antonija Čemažerja, sva rekla torej, v nedeljo. V nedeljo od 2 naprej je Celjska špica, torej to nedeljo pridite vsi, ne, ker lej, ljudi ne moreš prisiliti, lahko jih pa prosiš, ne. In še enkrat, lej, vsem poslušalcem Radio Fantasy, ki ste se zdaj le ta hip priključili v eter, ne, že 3. po naključju, pridite res v nedeljo, no, na Celjsko špico od 2 naprej, glasbeni spektakel leta, zagotovo, lušno bo, fajn bo, pa seveda prineste kakšne dobrodelne prispevke za našega Antonija, torej, ki ga je zadela možganska kap in mu moramo pomagati, rabi rehabilitacijo, zdravilišče, rabi logopeda, rabi kakšno pomoč doma, skratka, stopimo skupaj in bodimo fajn. Istok, fajn sfurite Antoniju Čemažerju, pa vse dobro in naj čim prej okreva. Hvala tudi tebi, hvala Radio Fantasy in hvala liftu, ki me je pripeljal v tole 5. nadstropje te orjaške zgradbe. Ja, teatralno. Hvala, čau. Hvala. Radio Fantasy. Radio Fantasy.